naslednji teden se v Planici začenja svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Prvenstvo bi se sicer moralo odviti že marca, a so organizatorji odločili, da ga premaknejo na drugi val. Zakaj bi imeli prvenstvo, ko je okužb nekaj 10-dnevno, če ga lahko imaš, ko je okužb nekaj 1000? Verjetno se sprašujete, če se bo dal tekme ogledati v živo. Optimisti. Ideja je bila, da bi gledalci planiške polete spremljali iz avtomobilov, pripelji in poglej Planico, a glede na slovensko epidemiološko sliko je to malo verjetno. Ja, ideja, da bi si navijači prvenstvo lahko gledali v avtu, je res malo verjetna. Ne samo zaradi epidemiološke slike in omejitve gibanja na občine, pač pa predvsem, ker ne smeš voziti pijan. To bi bilo preveč rizično. Organizatorji pa seveda niso navdušeni. Nekaj dni nam tega manevrskega prostora še imamo, če bi se epidemiološka situacija v Sloveniji resnično drastično popravila, vendar kot trenutno kaže koncept, ki smo ga razvijali zadnjih nekaj mesecev, postaja vedno manj realen. Bolj kot to, da prvenstva ne bo mogoče gledati niti iz avta, preseneča dejstvo, da so ta koncept razvijali par mesecev. Kaj točno je bilo tako zamudenega in dolgotrajnega, ni jasno, se pa šušlja, da se niso mogli zediniti, ali naj gledalci v avtu ploskajo ali trobijo. Letošnji poleti bodo torej nekaj posebnega, saj bojo potekali v mehurčku. Je pa res, da ne gre za popolno novost, saj mehurčke v Planici poznajo že vrsto let, le da so bili do zdaj samo pijači. Medtem, ko smo se Slovenci ukvarjali z vprašanjem, kako izvesti Planico, so preostale države Evropske unije poskušale določiti datum, kdaj bi odprli evropska smučišča. Skupnega soglasja pa niso dosegle, saj Nemčija in Francija smučišču v letošnjem koledarskem letu ne nameravata odpreti. Avstrija bi jih rada odprla čim prej, Portugalski in Grčiji pa dol visi. Avstrijci so nato korenito popravili svojo epidemiološko sliko, ker je vlada svojim državljanom zagrozila, da se morajo začeti držati ukrepov, če naj bojo preiskali kleti. Zato bodo smučišča lahko odprli že za Božič, vendar ne kot prvi v Evropi, saj jih je pri tem prehitela Bosna in Hercegovina. Že od nedelje obratuje smučišče na Jahorini, privabiti pa želijo smučarje, ki sicer hodijo v mondena italijanska in pa francoska smučišča. Le-ta bodo namreč verjetno zaprta. Zapolniti nameravajo vse hotelske kapacitete, tudi na račun korona garancije. Kaj točno pomeni korona garancija, nam ni uspelo izvedeti. Zaenkrat sumimo dve razlagi. Ali to pomeni, da ti v primeru okužbe s korono povrne vse stroške, ali pa, da če smučaš v Bosni, garantirano dobiš korono. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.